Dober dan, drage gledalke in gledalci televizije Vaš kanal. Jesenski čas je tisti, ki v raznolikostih barv ponazarja naše življenje. Vabi nas, da se ob določenih trenutkih ustavimo in premišljujemo o koncu in novem začetku. Cerkveno leto se izteka. Prihodna nedelja Kristusa Kralja bo že zadnja v tem bogoslužnem letu. Misel na konec preveva tudi svetopisemska berila današnje nedelje, ki govori o tem, kako se bo končala zgodovina sveta in človeštva in kako naj se na ta konec pripravimo. Evangeljski opis konca sveta je svojo dramatičnostjo že od nekdaj pritegoval pozornost. Učeni so se spraševali, kako naj si razlagajo majanje nebeških sil. Preprosti pa so želeli vedeti, kdaj se bo vse to zgodilo. Vendar je pomembnejše vprašanje, zakaj? Zakaj mora priti konec? Ali je Bog ustvaril svet zato, da ga bo uničil? Ali je nebeške sile utrdil zato, da jih bo končno razmajal? Se človek muči zato, da bo nekoč vse propadlo? Če je tako, imajo prav oznanjevalci nesmisla in preroki niča. K sreči pa so stvari precej drugačne. Konec, ki ga omenja Evangelij, je le most, le prehod v drugačno, novo bivanje. Sedanji svet bo prenehal zato, da bosta lahko vzpostavljena novo nebo in nova zemlja. Sile neba se bodo torej majale zato, da se ustalijo nove, trdnejše, večne. On, ki je nas stvarnik in odrešenik, nas bo zbral z vseh 4 vetrov in nas naselil na novi zemlji pod novim nebom. Obrisal bo vse naše solze in zacelil naše rane. Žalovanja in bolečine ne bo več. Smrt bo za vselej premagana, je zapisal duhovnik Zupet. To se bo zgodilo ob drugem Kristusovem prihodu, na sodni dan ali, kakor pravi Sveto pismo, na Gospodov dan. Kdaj bo Kristus spet prišel, ve samo Oče v nebesih. Da bo zanesljivo prišel, pa veruje in ve vsak kristjan. Pri vsaki maši v molitvi po Očenašu prosimo, naj nas Bog varuje vsakega nemira, ker polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Jezusov prihod v slavi bo poslednji dan, bo veličastna uvertura, veličasten vstop v neminljivo življenje in srečo z Bogom in vsemi zveličanimi. To življenje in ta sreča bosta podarjena vsem tistim, ki se v tem zemeljskem življenju trudijo za zvestobo Bogu v majhnih vsakdanjih rečeh. Tedaj bo naša zvestoba v malem nagrajena z neminljivostjo. Za kratek trud na zemlji bomo prejeli večne dobrine. Kar Jezusov drugi prihod v slavi pomeni za vesoljni svet, to za vsakega izmed nas pomeni Jezusov prihod v naši smrti. Kakor bo Jezus poslednji dan poklical k sodbi vse človeštvo, tako bo že ob naši smrti sodil vsakega od nas. Postavil nas bo na svojo desnico, če nas bo ob smrti našel budno čuječe in pripravljene, se pravi, če bomo imeli pri sebi dovolj zrelih sadov, dobrih iz ljubezni porojenih del, pod pogojem torej, da je bilo naše življenje dovolj rodovitno v dobrem, kajti samo dobre misli, besede in dejanja nam odpirajo vrata v srečno večnost. V dobrem pa lahko zorimo samo v tem življenju. Smrtjo se naše zasluženje za večnost konča. Naša večna usoda se torej odloča tukaj in zdaj. Od tod resnost in usodna odgovornost našega zemeljskega življenja. Zato misli na smrt ne smemo odganjati od sebe. Sveto pismo nas spodbuja, misli na poslednje reči in zlepa ne boš grešil. Samo greh nas namreč lahko pahne v večno pogubljenje. Ob misli na smrt duhovno zorimo,
postajamo resnobni in odgovorni, vestni in delovni, potrpežljivi in zvesti, pa tudi veseli in polni upanja. Zavemo se, da je zemeljsko življenje kratko in da zato ne smemo izgubljati časa. Svoje življenje moramo napolnjevati z dobroto, z vero in zaupanjem, pravičnostjo in svetostjo, odpuščanjem in poštenjem, v zavesti, da je vse dobro živo in neuničljivo, da bodo prav naša dobra dela odločala o tem, ali bomo poslednji dan ob vesoljni sodbi postavljeni na Jezusovo desnico. Vemo pa, da bo samo tistim na desnici veljala Jezusova beseda: pridite blagoslovljeni mojega očeta, prejmite kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta. Želim vam lepo in blagoslovljeno nedeljo.